Odgovori na pobude in vprašanja podana na 20. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 17.6.2021. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je predlagal, da se v občini pristopi k ustrezni ureditvi statičnega prometa modrih con. Povedal je, da se mnenju pridružuje tudi podžupan Matej Pečnik. Pri ureditvi je potrebno ustrezno upoštevati potrebe stanovalcev. Preprečiti je potrebno, da nekateri parkirajo na območju centra in gredo voziti tovornjak za cel teden. Pobuda naj se da na Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da je nasproti osnovne šole že ena modra cona, ki še ni aktivirana zaradi dogovorov z Lesno, ki si je sedaj že uredila parkirišče. Podjetniki, ki imajo lokale v centru Prevalj in tamkajšnji stanovalci na parkiriščih ob glavni cesti na relaciji med avtobusno postajo in odcepom Zaleše ne opažajo vozil, ki bi bila na omenjenem odseku dolgotrajno parkirana in bi ovirala njihovo dejavnost. Pošta, gostinski lokali, pekarna, lokali na avtobusni postaji. Stanovalci in podjetniki redko uporabljajo ta parkirišča, saj so predvsem v nočnih urah ta vozila izpostavljena morebitnemu vandalizmu in drugim poškodbam. Občinska uprava je mnenja, da je pred morebitnimi spremembami prometnega režima smiselno počakati na dokončanje rekonstrukcije glavne ceste, ureditve kolesarke in parkirnih mest ob njej. Pobuda bo posredovana odboru za KCG, da ta poda svoje mnenje. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je še prosil, da občina odgovori glede aktivnosti in projektov za pitno vodo v centralnem delu Leš. Odgovor. Župan je na seji odgovoril, da otroci v šoli pijejo ustrezno vodo, ki se kontrolira. Voda je pitna, ni pa takšne kvalitete, kot bi lahko bila. Zaradi tega je občina pripravila projekt uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, faza 2, ki zajema vodooskrbo območje Stražišče Brinjeva gora, nad kmetijo Unc, naselje Rožejev, Črepnik, kjer bo oskrba pitne vode za 32 objektov. Drugi del projekta je nov vodohram Sirk, potem dodatni vodni vir Kozu na območju Šentanela, ki zavzema 3 nova vodna zajetja, ter vodohram Dobrnik. Takoj, ko bo odločba o financiranju, se bo ta projekt začel izvajati. Vrednost vseh 4 sklopov je 2.500.000 evrov. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je prosil, da se odgovori na zastavljene pobude zagotovijo ne kot takrat, ko je predlagal oprostitev plačila NUSZ zaradi COVID-19 situacije. Odgovor. Martina Ribič je na seji pojasnila, da je bila pobuda gospoda Fajmuta obravnavana na Odboru za gospodarske dejavnosti in da je tajnik Danilo Vute podal odgovor, da se to ne da, ker ni dovoljeno strani države. Enako velja tudi za komunalni prispevek. Pri morebitnih splošnih oprostitvah plačila NUSZ bi bili zavezanci v zelo neenakopravnem položaju. Določenim storitvenim dejavnostim, na primer trgovina, računalništvo, se je prihodek v času pandemije COVID-19 občutno povečal, medtem ko je največji izpad dohodka doživela gostinska dejavnost, ki ima za osnovo dejavnost pripravo in prodajo hrane. Občinski svetnik Aleksander Ristič je zastavil vprašanje, zakaj se sedaj, ko je Kocerod prejel obvoz odpadkov, na zbirnem centru zagotavlja samo pol toliko vrečk za suhe in mokre odpadke, kot se je prej. Odgovor. Direktor družbe Kocerod d.o.o. magister Ivan Plevnik bo na današnji seji občinskega sveta predstavil rezultate poslovanja družbe za leto 2020 in odgovoril na zastavljeno vprašanje. Občinski svetnik Bogdan Pupavac je podal pobudo, da se občanom pove, kam lahko odpeljejo določene odpadke, ker se velikokrat zgodi, da jih odlagajo v zabojnike na ekološkem otoku. Za družbenem domu sta zabojnika samo za papir in steklo, odlaga pa se vse mogoče. Občani mogoče ne vedo, da je treba druge odpadke odpeljati na zbirne centre. Občinska svetnica Tatjana Ladinek je dodala, da problem ni samo pri blokih, ampak tudi na podeželju.
Ljudje se pripeljejo in mimogrede odložijo odpadke v njihove smetnjake. Odgovor. Direktor družbe Kocerod d.o.o. magister Ivan Plevnik bo na današnji seji občinskega sveta predstavil rezultate poslovanja družbe za leto 2020 in odgovarjal na vsa vprašanja povezana z ravnanjem z odpadki. Zaradi navedenega občinska uprava ni pripravila pisnega odgovora na zastavljeno vprašanje. Občinska svetnica Tatjana Ladinek je vprašala, kdaj se bo začela gradnja koncesije za ceste. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da se bo ta začela v poletnih mesecih. Predvidene prioritete so ceste Podgonjami, Rojak-Kovač-Ocvirk, potem Črešnik-Mikl, Klemen-Suhi Vrh in potem naprej vsi ostali odseki. Zaradi obilice projektov, ki se že izvajajo, in zaradi zasedenosti kapacitet koncesionarja je dogovorjeno, da se z investicijskimi deli prične spomladi leta 2022. Občinska svetnica Tatjana Ladinek je predlagala, da naj delavci, ko se bo delala cesta skozi Prevalje, delajo vsaj do 22. ure zvečer in začnejo že v 5. uri zjutraj. Delajo naj tudi ob sobotah in nedeljah, ko je manj prometa. Odgovor. Župan je na seji odgovoril, da se bo pobuda prenesla na izvajalca. V tripartitni pogodbi država, občina, izvajalec je določen končni rok za izvedbo projekta in terminski plan projekta ter izvedbe. Organizacija delovnega procesa znotraj terminskega plana je v pristojnosti izvajalca. Župan in občinska uprava nenehno pritiskamo na izvajalce, naj pospešijo dela in zagotovijo dodatne ekipe na terenu. Občinski svetnik Stašo Lodran se je navezal na pobudo Zdravka Fajmuta in dejal, da je treba narediti strategijo za povečanje parkirišč. Vozni park se veča, vsaka družina ima že več avtomobilov. Mogoče bi tudi kakšno zelenico spremenili v parkirišče, se nastajajo problemi stanovalcev v središču Prevalj. Parkira se okrog blokov in še stanovalci nimajo prostora za svoje avtomobile. Odgovor. Župan je na seji povedal, da je bilo že lani narejenih nekaj novih parkirišč in da bo šla pobuda na odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal pobudo, da naj se očisti Flisov potok, ker je zadrževalnik spet zasut in naj se pregleda tudi v stare potoke, saj je bilo poleti več neviht. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da je bil koncesionar VGP Drava Ptuj že opozorjen. Pregledi zadrževalnikov in strug vodotokov že potekajo, po potrebi se bodo tudi očistili. Občinski svetnik Rafael Škufca se je navezal na pobudo gospoda Zdravka Fajmuta glede urejanja prometnega režima v centru Prevalj in dejal, da naj se ne delajo modre cone, saj je to nemogoče. Takšna pobuda je bila dana že pred najmanj 12 leti in se je že takrat ugotovilo, da je to nemogoče. Občinski svetnik Štefan Peršak je predlagal, da naj se uredijo udarne jame na asfaltirani cesti proti Zmesu ter od Štoparja proti Šentanelu. Predlagal je, da se proti spominskemu obeležju Lužnik betonsko uredi bankina in da se uredi cesta do Pečnika še prej, preden bo tam urejen obvoz zaradi urejanja ceste od Zmesa do križišča za Šentanel. Odgovor. Udarne jame sproti krpamo, kolikor je to mogoče. Ureditev betonske bankine pri obeležju Lužnik v letošnjem letu ni predvidena, obvozi proti Jamnici in Šentanelu so urejeni in ni potrebe po dodatni ureditvi ceste na Pečnika. Hvala lepa. Spoštovani, predlagam, da začnemo za našo 21. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Sklepčni smo, upravičil se je Vtičnik, da njega ni, ostali smo. Pred nami je dnevni red, druga točka, dnevni red 21. redne seje. Samo en predlog imam za spremembo dnevnega reda in sicer zamenjava vrstnega reda točke 8, 9, Kocerod, JKP Log, tako smo imeli tudi na odborih, samo zamenjava.
drugače pa ostane dnevni red tak, kot je. Zamenjave točk 8 in 9. Dajem v razpravo dnevni red. Želi kdo? Ne želi. Potem dajem na glasovanje dnevni red 101 spremembo zamenjave točk. Kdo je za? Hvala. Vsi za. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje in zapisnik 12. dopisne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, bila je pripomba gospoda Pupovca, ki smo jo upoštevali na odboru. Dajem v razpravo zapisnike. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem v redu. Potem dajem na glasovanje predlog zapisnika 20. redne seje in zapisnika 12. dopisne seje. Kdo je za sprejem zapisnikov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog odloka o spremembi odloka proračuna občine Prevalje za leto 2021, rebalans 2. Prosim Veronika za kratko obrazložitev. Občina Prevalje je zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pristopila k pripravi odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021, to je na kratko rebalans 2. Pri pripravi predloga smo izhajali iz realizacije januar-avgust 2021 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. V mesecu januarju ste na 17. redni seji občinskega sveta sprejeli proračun občine Prevalje za leto 2021 in v mesecu juniju na 20. redni seji sprejeli rebalans 1. Do ponedeljka 27.9. je bilo možno vložiti amandmaje. Ni bil vložen noben amandma. Na prihodkovni strani smo povečali prihodke iz naslova okoljske dajatve za osnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 23.000, potem prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 32.588 in prijeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 877.249 in prijeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Na odhodkovni strani so največje spremembe nastale na oddelku za komunalno cestno gospodarstvo na proračunskih postavkah za ceste. Letno vzdrževanje cest smo povečali za 106.922 evrov, podelitev koncesije za ceste smo zmanjšali za 130.737 evrov. Proračunsko postavko sanacija plazov smo povečali za 1.300.000, dodali smo še plaz Štopar-Šentjernej druga faza, plaz Dolga Brda do odcepa Rutnika in plaz Prevalje-Leše odcep od Kupljena do Lukana. Osnovna šola Prevalje je poslala nov finančni plan, povečali smo oskrbnine za vrtec v višini 42.885 in povečali proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje šole za 27.400. Tako da skupni prihodki v predlogu rebalansa 2 znašajo 13.353.000 in odhodki v višini 14.610.000. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1.256.835. V bilanci C imamo upoštevano najetje kredita v višini 697.728. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 831.432 in se pokrije s preostankom sredstva iz leta 2020, tako da je proračun usklajen. Hvala lepa. Mogoče samo še nekaj informacij v zvezi s tem. Mi smo, ko smo že rebalans 1 sprejemali, smo ugotavljali, da bomo morali iti v spremembo prav zaradi tega, ker smo dobili vmes odobrena nepovratna sredstva za sanacijo plazov na določenih odsekih. Tako da v tem trenutku lahko rečem, da vse tisto, kar smo si želeli, smo na neki dolgi rok planirali. Imamo zdaj v investiciji in sicer izvaja se investicija Šentjernejska reka prva faza,
približno kilometer, vrednost 430 tisoč evrov, top-kop dela. Šentjerneljska reka, druga faza, 1138 metrov, 581 tisoč evrov vreden odsek. Zagrad smo zaključili, 14 dni nazaj je bila otvoritev, 1629 metrov, 310 tisoč evrov približno vredna investicija. Delamo odsek kot Leše od Lagojeta do približno 1600 metrov, 900 pa še nekaj tisoč evrov, gospod Slemenšek izvaja. Potem izvajamo še investicijo Belšak proti Rutniku, približno kilometer dolg odsek, 230 tisoč evrov. Potem smo dobili še zdaj odobreno sanacijo plazov pri Lukanu pa pod Kupljenom, približno vrednost 194 tisoč pa še nekaj evrov. Za vse te investicije moramo zagotoviti približno 30% lastnih sredstev, DDV, projektiranje, nadzor, to so naša lastna sredstva. Gre pa za investicije v vrednosti 2 milijona, približno 2 milijona 700, od tega 30% je lastnih sredstev. Poleg tega se začenja investicija v glavno cesto in zato moramo tudi zagotoviti svoj delež, ki je tudi približno 30% in to je nekje okoli 1,5 milijona naš delež, ki ga moramo zagotoviti v 2 letih. V bistvu zaključujemo pa tudi ulico pod Gonjami, nekaj s sredstvi iz 21. člena teh investicij, pa lastna sredstva približno 340 tisoč evrov, Temnikar zaključuje to investicijo. Tako da res ogromno se dela, denar je zagotovljen, največji problemi, ki nam vzamejo energijo, čas in vse, je pa to, da so na terenu ekipe, da je dovolj ljudi in strojev in opreme na terenu, ker moramo te investicije do konca leta zaključiti. Drugače izgubimo nepovratna sredstva. In težave so, ker so gradbene firme prebukirane, prijavljajo se na razpise, pa nimajo kapacitet in res hodimo po terenu od enega do drugega, telefonarimo, kličemo, grozimo, sestankujemo, vse, kar se da s tem ciljem, da bomo investicije zaključili, tiste, ki jih imamo. Zato je seveda prišlo do rebalansa, hkrati je bila omenjena še, na šoli smo v zgornjih 2 štukih starega dela šole zamenjali kompletno elektriko, vodovod in od kanalizacijske cevi, odtoke. In seveda to je bil malo večji poseg, kot smo načrtovali. Naslednje leto pride še pritličje, potem pa še eno fazo zamenjava luči v novem delu. Tam pride pa samo zamenjava luči, tam so pa inštalacije v redu, tu so pa inštalacije stare. Najbolj zanimivo je iti pogledati v kletne prostore, kjer so te stare, 60 let stare omare, pa pogledati, pa lahko vidite, kako je bilo narejeno v preteklosti, zato smo ta poseg morali narediti. Zmanjšali smo odhodke na koncesiji, ne zaradi tega, da ne bi sredstev porabljali, ampak samo za koncesijo, ker se postopek koncesije se zdaj zaključuje. Izbran je pravnomočno izvajalec, pred nami je seveda podpis pogodbe, štart in razgovori na temo, kako in kdaj štartati z investicijskim delom. Računamo, da bo novi koncesionar, če bomo podpisali in ko bomo podpisali pogodbo, prevzel z zimskim pluženjem vzdrževanje naših cest. Izbran je bil pa pravnomočno izbran podjetje Slemenšek, ki je bilo najugodnejše na javnem razpisu. Kar precej dela nas še čaka, glede na to, da ta koncesionar mora v naslednjih 2 letih zgraditi približno 20 kilometrov občinskih cest, asfaltirati, zgraditi odvodnjavanje s tamponi in nekaterimi manjšimi škarpami. Tako da
da smo tam, ker smo prej planirali, da bomo prej začeli, zdaj teče pač vzdrževanje preko javnega komunalnega podjetja Log še vedno. To sem želel dodati, hvala. Odbor za KCG, prosim. Pupovac me opozarja, koši v športni dvorani so postavljeni in so že v uporabi. Tako da tudi to je bil zalogaj iz proračuna. Izvoli, Andrej. Za KCG je obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2021, se z njim strinja, ter ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel rebalans 2 in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli, Saša. Dejavnosti obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2022, ga sprejel in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem rebalancom, ga predelal in ga soglasno potrdil. Hkrati smo imeli tudi nekaj debate glede nadomestila za odmero stavbnega zemljišča, za katerega so letos prišle položnice bolj pozno, in smo sprejeli tudi dodaten sklep, da nalagamo strokovnim službam občine, da v letu 2022 te podatke za odmero stavbnega zemljišča pripravijo do konca meseca marca 2022. Hvala. Hvala lepa. Ti podatki so v letošnjem letu bili pravčasno pripravljeni, vendar je FURS zadeve vlekel, dokler se nismo pritožili v Ljubljano, potem so šele začeli izdajati račune. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka rebalans številka 2 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem odlok o spremembi odloka o proračunu v razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Ja, imam samo eno vprašanje. Nisem vedel, da se šola obnavlja elektrika, pa me zanima, a je kjer kaj razmišljal tudi v kakšni ventilaciji po učilnicah. Vse vemo, da cela Nemčija je v vseh šolah naredila prezračevanje. Zdaj, če se že elektrika dela, bi bilo pametno vse neke kable ali pa cevi preprejti mogoče za nadgradnjo. Hvala. Stvari so pripravljene, ko bo čas oziroma ko bo finance za to, da ni pa bilo zdaj prezračevanje izvedeno, ampak inštalacije so pa pripravljene. Hvala. Še kdo? Če ne, potem zaključujemo razpravo in dajem rebalans 2 na glasovanje. Kdo je za sprejem rebalansa 2? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5, predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica. Pozdravljam gospo Ireno Oder in prosim za kratko obrazložitev. Lep pozdrav, Živjo, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav prav vsem. Ja, pred vami je torej nov predlog odloka o ustanovitvi Koroške osrednje knjižnice. Dovolite mi, da nanizam vsaj nekaj razlogov. Prvi je prav gotovo ta, da sedaj veljavni odlok izhaja iz leta 2002, da je bil potem leta 2014 sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah in seveda ta odlok je bilo potrebno uskladiti z zakonodajo, še bolj pa seveda je bilo potrebno v tem predlogu odloka omogočiti večjo operativnost knjižnice, predvsem kar se tiče sistemizacije delovnih mest, ker kljub vsemu, tako kot najbrž poznate v javnih zavodih, seveda se to nalaga svetu zavoda, medtem ko pri nas je še vedno bilo, da ste občine ustanoviteljice tiste.
In pa eden izmed razlogov je potem tudi ta, da smo sledili zakonodaji na področju knjižničarstva, ki za zasedbo delovnega mesta direktor knjižnice, bom rekla, omogoča večjo fleksibilnost, da torej za zasedbo je za začetek, bom rekla, dovolj ustrezna izobrazba 7. smeri, bom rekla, stopnje po starem in pa v roku 1 leta potem pridobitev tudi strokovnega naziva. Ta predlog, ki ga imate pred sabo, pa seveda ohranja vsa dosedanja pravila, tako tudi kar se finančnih obveznosti tiče, še vedno ostaja ta dogovor, sporazum, ki je bil iz leta 1999, tako da tu se za občino Prevalje v finančnem smislu ne spremeni nič. Toliko čisto na kratko, seveda bom pa z veseljem tudi odgovorila na kakšno dilemo. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli Saša. Mi smo prevetrili ta predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroške srednje knjižnice, Ravne v prvi obravnavi ga sprejeli in ga predlagamo občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška srednja knjižnica dr. Franca Sušnika in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem z naslednjo spremembo. V drugem odstavku 17. člena odloka se beseda pogodbo nadomesti z besedo sporazum. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem predlog odloka v prvi obravnavi na glasovanje. Kdo je za sprejem tega odloka? Čiki, tudi. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6, DIP za plazove, to, kar smo že prej omenili, za 2 plazova pri Kupljenu, Podkupljenem pa pri Lukanu. Gre za ta 2 plazova proti Lešam. Prosim, Danilo, za kratko obrazložitev. Ja, veliko kaj ni dodajati. DIP je pač potreben dokument, ki ga moramo sprejeti za črpanje denarja. Še enkrat gre za vrednost 194 tisoč evrov, od tega, kar je že tudi župan omenil, približno 25% vseh stroškov je naših stroškov, toliko, da bojo tisti, ki pač morda ne poznajo, tak pa nas gledajo, gre za ta odsek med Prevaljam in Lešami. Tam sta se pojavila 2 plazova, ena čisto na vrhu, to je pri gostilni Luka, in pa en nižje, ki je malo manj viden strani, če greš po cesti, ker je nižje v potoku, to je pa prikupljeno in predvideva se sanacija obeh, vključno z varnostno ograjo, ki bo na zgornjem delu tam pri Lukanu tudi je vključena v to. Toliko na kratko. Hvala lepa. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. KCG se je seznanil z predmetnim DIP-om, ga pozdravlja ter potrjuje in predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Prav tako pa predlagamo, da občinski svet občine Prevalje pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve tega dokumenta. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi naš odbor je ta DIP obravnaval, ga je soglasno sprejel in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem, prav tako glede pooblastil župana. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem DIP-u? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega DIP-a? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7. Pregled poročila o poslovanju v obdobju januar-junij. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. V skladu s 63. členom zakona o javnih financah župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poslovno poročilo ste občinski svetniki prijeli 31.7.2021 po mailu.
Občinski svet občine Prevalje je na 17. redni seji 28.1. sprejel odlok o proračunu občine Prevalje in na 20. redni seji dne 17.6. odlok o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021. Pri pregledu poslovanja za prvo polletje je razvidno, da celotni prihodki znašajo 4.370.000, kar predstavlja 44,8% realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija davčnih prihodkov je 44,8% in znaša 2.324.000. Od tega je dohodnina realizirana 50%, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo realizirano 3%, odločbe za leto 2021 za pravne in fizične osebe še niso bile izdane do 30.6. Domači davki na blago in storitev so bili realizirani v višini 152.705, kar pomeni 51% realizacijo. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 404.000, kar predstavlja 55,8% realizacijo. Kapitalski prihodki so bili realizirani 5,9% veljavnega proračuna. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 32,2%. Sem spadajo prihodki iz naslova požarne takse, prejeta sredstva za projekt čistilne naprave slovenski del, prejeta sredstva za projekt plazovi na cesti Mikl-Pečer, potem refundacija javnih del, letno nadomestilo v skladu z zakonom gospodarjenja z gozdovi in povračilo stroškov subvencij tržnih najemnin. Prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v višini 23.951 iz naslova projekta NAKULT in iz naslova projekta čistilne naprave 1.049.000. Pri pregledu odhodkovne strani bilance je razvidno, da so postavke usklajene. Glede na plan in pri upoštevanju posameznih prerazporeditev ni prekoračitev postavk. Nižja realizacija je pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferjih, kar je posledice dinamike izvajanja investicij in plačilnih rokov. Poročilo še vsebuje bilanco računa financiranja, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanje proračunskih sredstev, spremembe neposrednih uporabnikov med letom, uporaba sredstev proračunske rezerve, poročilo o izdanih in novčanih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev in razlaga glavnih odstopov v primerjavi s sprejetim proračunom. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Naš odbor je to polletno poročilo predelal, se z njim strinja in ga podaja občinskemu svetu obravnavo. Hvala. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati o realizaciji proračuna v prvo polovico leta. Če ne želi, potem dajem na glasovanje sklep, da se je občinski svet seznanil s poročilom o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar-junij 2021. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki. Letno poročilo JKP Log. Prosim. Poglejte, gremo na točko razno, če se strinjate, pa bomo potem nadaljevali. Oziroma pobude in vprašanja prvo. Gremo na pobude in vprašanja, da ne bomo časa zgubljali. Ivan, izvoli, Pupovac. A se strinjate s tem? A se strinjate s tem? Kdo je za? V redu, se strinja. Izvoli, Ivan. Glede na to, da se vsako leto pojavlja to večno vprašanje šolskih prevozov, smo temeljito tudi v torek smo imeli svet staršev in več staršev se je obrnilo na mene, da tudi nekatera vprašanja odgovori občina. Ravnateljica je sicer seznanjena s tem,
tako da bi kar nekatera vprašanja bi bilo prav, da se pač razjasnijo na tak način, da bojo občani in občanke dejansko to vedeli. In sicer občanka navaja, da pač otroci iz Holmca, Šentanjeva in Leš, ki ne obiskujejo podružnic, žal pač niso upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. Gre sicer za otroke od 1. do 5. razreda, na matično šolo so jih starši pač upisali iz različnih vzrokov. V njenem primeru je to bilo zaradi varstva. Pač njen delovni čas je od 7. ure do 15:30 in v tem času na podružnični šoli v letu, ko je moj otrok obiskal 1. razred, ni bilo omogočeno varstvo. Že v naslednjem šolskem letu se je pač probala pridobiti brezplačno karto, ampak je pač to ni bilo možno in je bilo zavrnjeno. Gospa pravi, da ni bila edina in takšnih primerov kar nekaj. Je pa zadeva, se je zdi tu smotrna, ona sicer ve, da zakon obstaja, se je pa to, da karta, katero dobi otroku pri Nomagu za osnovnega šolskega otroka na relaciji Holmec-Premalec stane na mesec dni kar 48 evrov. To za otroka znaša na letnem proračunu 480 evrov. Zdi se je ta strošek absolutno preveč, posebej zato, ker dijaki in študenti recimo imajo medkrajevni promet, se pravi po celi Sloveniji, le za 25 evrov. Zanimajo pravzaprav to, kakšen je strošek prevoza enega otroka, ki ga plačuje šola oziroma občina na zgoraj omenjeni relaciji. Ve sicer, da so ta neskladja, čeprav vse po zakonu že dolgo pojavljajo in da vsako leto se na novo izpostavljajo, se pač sprašuje, da se je pač v letih spremenila struktura in način življenja prebivalstva na podeželju in temu bi bilo treba tudi slediti. Sprašuje se tudi mogoče, če bi bilo za takšne primere cenejše, da se karto nabavi kar občina oziroma šola in potem uporabnik jo plača po položnici. Sprašuje se, je to mogoče po zakonu. Teda to vprašanje smo navedli tudi na šoli, čakamo odgovor in ta vprašanje pa vezano tudi na občino, pa bi prosil tudi za vaš odgovor. Hvala. Do mene ni prišlo še nobenega vprašanja, nobeno vprašanje, ko bomo dobili vprašanja, bomo tudi pripravili, ampak prvo, kar je, se vprašanja pripravi za šolo, ravnateljica bo odgovorila, pa bomo pa videli, kaj in v kaki smeri stvari peljati naprej. Hvala. Hvala. Pupovec, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi pa dve stvari izpostavil. Ena stvar je prostori za Rdeči križ. Zdaj ne bi razgledalo, za kaj se gre, pa kakorkoli, ampak če se bi lahko najdeli kakšni prostori za Rdeč križ, pa tisto stvar, ko sem že na KCG omenil, če bi se lahko pri gospodu Vauhu Grku za obračališče, če bi se lahko malo pogovorili in rešili tisto situacijo, tudi zaradi naših šoferjev, ki zelo težko vozijo Grta, pa pobirajo smetje. Hvala. Hvala. Tu smo že na pobudo, ki je bila izrečena na odboru za KCG s tvoje strani, smo reagirali, Danilovo upelo koordinacijo. Jaz upam, da bomo lastniško rešili, da bomo lahko te stvari speljali. Kar se Rdečega križa tiče, zaenkrat tudi nimamo nobene pobude, zaenkrat imajo prostor v sonajemu z Karitasom, bomo prisluhnili pa pogledali, kaj je možno narediti. Hvala. Jaz predlagam, da gremo zdaj tu po vrsti zaradi tega, da lažje klapla mikrofone, ker nimamo še sistema. Pa Berni, pa bomo šli po tej strani gor. Berni, izvoli. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi imel pa eno zahvalo imenu stanovalcev na Presojah za izgrajeno cestno razsvetljavo, pa za ureditev kanalizacije, tiste, kar je še manjkalo. To je prva stvar. Druga stvar pa malo nerodno je izpadlo, da so šle zdaj cestne oznake barvati v tej gužvi, ko je bila tega cesta že uverjena. Zanima me, ali so to zdaj oni že končali, ker če niso končali, bi bilo pametno, da prekinejo s tem, čez mesec, 2, 3, bo tako se cesta razriva. No. To je bilo en tako, ko je narod kar malo motil. No. Drugač pa za enkrat te uvire, ko jih imamo, lahko rečem, da se kar trudijo te ljudje,
da ni preveč veliki zastoj, pa upam, da bomo tudi v bodoče poskušali vse narediti, kar je k naši moči, da bi pač čim bolj tekoče potekal promet. No. Lahko rečem, da smo mi že v začetku julija, kdaj so prvič prišli na teren barvati, opozarjali, ko smo imeli predstavnike DRSI-ja in predstavnike vodstva, da naj ne barvajo zdaj. Pa kasneje še na 2 sestanka smo opozarjali, ampak jaz jih ne morem z ceste naterati, ko pridejo. Jaz, kak to laufa, ne vem, meni ni jasno, tako da, ne vem, bomo še enkrat upozorili. Naprej tam, Andrej. Hvala za besedo. No, to zadnjo zadevo, ko smo se zdaj menili, sem jaz tudi vprašal, ampak so mi enostavno povedali, če ne bo letos tega gnalja zanucali, ga naprej ne bo dobili. Tak je bil odgovor, tako da najbolj se je zdaj, da bo lahko že naprej. Sem že na KCG-ju vprašal, to je pa glih to, kar je gospod Pačnik zdaj pohvalil. Tam je prišel pa kar do enega takega podora, noter smo že na KCG-ju imeli debato, ampak sem rekel, da bom tole vprašal, to bi bilo fajn, da se gre pogledati. No. Tudi naslednja zadeva, smo že bolj ko ne tudi dogovorili, da je že rešeno, oziroma da se dela na tem, je pa zadnja cesta, zdaj ta obvoz, ki se dogaja in samo 2 taka, ker je na novo zgrajeno, so tudi kanalizacijski jaški, fejst močno ropoče in moti tam prebivalce. Je čisto enostavno z nekim gumom blago to rešiti, samo je pa zaklejeno, mi smo hodili dan sami, sam ni šlo, tako da to bi prosil. Zadnjo, kar imam, je pa to, 22.3. smo že na KCG-ju podprli ta predlog za ta tu zgora Remf, pa Baltič, pa kaj so še 3M gradnje za to rampo, da za to soglasje še zdaj niso dobili. Oni imajo ustno soglasje, da lahko posežejo, potem, ko bojo posegli, bomo prišli, odmerili, stvari naredili. Aha, to še ni danes mi je ta rekel od Remfa. Imajo soglasje, bomo pa še enkrat. Oba smo bila na terenu, smo rekli, naredite, ni nobenega problema, ne uvira, pol bomo pa odmerili, ko bo zaključena zadeva, tako da lahko. To je pa tako odlično, če je to. Hvala. V redu, nobenega problema. Izvoli, Štefan. Hvala za besedo. Najprej bi se zahvalil vsem občinskim občini Prevalje pa županu za uspešen zaključek asfaltiranja na Jamnici, to se pravi tisti odsek od Miklna pa do Pečarja, je zelo dobro narejeno, tako da zahvala. Upam, da bomo lahko tudi uspešno otvorili ta odsek. Potem pa imam še 2 stvari. Včeraj sem na KCG, ali ponedeljek sem na KCG-ju pozabil, bi prosil, če se lahko tam pri Lužnikovem spomeniku, to je v Šentjerneljski reki, da bi se tam odstranila zemlja v tistem ovinku. Vse si rekel. In da se tam od zgoraj naredi tako en jarek, ali pa da ne bo vsako deževje, ko je, nanosi zemljo dol. Potem pa še ena pobuda, ali v bistvu prošnja želja, zdaj, ko bo zaključena prva faza asfaltiranja po Šentjerneljski reki, bo potem obvoz po cesti, za Šentjernejo po cesti na Pečnika pa na Šentjernejo, v tistem času, ko bo še tam delovišče. Bi prosil, tam cesta poteka mimo 3 stanovanjskih poslopij, ki so v neposrednji bližini, če bi se lahko takrat, ko bo ta obvoz, da se da mleti asfalt, ker se tako strašno kadi tam in je kar velik promet. Samo da tam pri tistih hišah, da se zaščiti proti prašnu takrat, ko bo to, če bo tam obvoz. Jaz mislim, da bo. Hvala. Hvala. Izvoli. Besedo. Mene vas zanima cesta na Breznici od kmetije Čegovnik v Reka Graben. Tam je bilo zdaj dejansko zgradirano in bom rekla, po že prvem deževju je cesta kot njiva. Je tam planirano še kak posip s peskom ali karkoli, ker v naslednjem dežju se ne bo dal več tam voziti? Kje je to? Čegovnik pa dol Reka Graben. Po oni strmini. Tako. Mislim, da je tam občinska cesta, ni? Ne.
Bomo pogledali, ampak strmina sigurno ni, mislim, da ni naša. Ali pa je? Od kmetije Čegovnik pa do Ravnske občine. Ja, sigurno cela cesta ni naša. Bomo pa preverili. Ja, tam je s biciklom gor je kar težko priti. Izvoli, Aleksander. Ne vem, a bo direktor Koceroda prišel ali ne bo? Pride. Ker jaz sem imel tisto pobudo že na zadnji seji glede teh vrečk. Ja, zdaj slučajno, če ga ne bo, ponovno dajem pobudo, da se to postavi vprašanje, zakaj se je zreduciralo število teh vrečk na polovico, kolikor je prej komunala zagotavljala nas teh vrečk. Ne zdržijo več kot 2-3 meseca, ne daje jih pa prej, ko je 6 mesecev mimo. Tako da to je potrebno zagotavljati večjo število, ker če ne bo tule kakega efekta, bom jaz dal v medije to. Predlagam, da res pride, je na poti. Tako da pol. Čiki, ne. Potem zaključimo točko pobude in vprašanja. Smo pri točki poročilo JKP Lok. Meta, izvoli. Kratko. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred sabo imate poslovno poročilo za leto 2020 za javno komunalno podjetje Lok. Poslovno poročilo oziroma poslovanje našega podjetja za lansko leto je bilo revidirano strani revizijske hiše Valuta. Revidirala je gospa Dorjan. Po tem revizijskem poročilu, priložen je v samem poslovnem poročilu, tako da ste si ga lahko ogledali, je naše poslovanje pozitivno in usklajeno z to zadevno zakonodajo. V poročilu je izkazano tudi, da so tudi vsi kazalci poslovanja večji od ena, kar prikazuje, da je poslovanje pozitivno, da pokrivamo vse tekoče obveznosti redno. V lanskem letu smo zaključili z približno 15 000 evri viška prihodkov nad odhodki, že po poplačanem davku državi. Približno tak rezultat je tudi dosegla občina Prevalje. Značilnost preteklega leta je, da smo poplačali lastniški delež občine Mežica iz lastnih sredstev v višini 104 000, kot je bilo usklajeno z cenitvijo in potem z sklepi skupščine in nadzornega sveta. Tako da so potem po spremembi oziroma po izplačilu Mežice nastali novi lastniški deleži, in sicer občina Ravne ima še približno 56%, občina Prevalje 27% in občina Črna 17% delež v našem podjetju. Približno enako število delavcev je delalo tudi v letu 2020, glede na leto 2019, tudi vsi prihodki so približno enaki, nekih večjih pretresov v letu 2020 tudi še nismo beležili, kljub temu, da je bilo napovedano, da bo izstop oziroma prenos dejavnosti zbiranja odpadkov, kar bo pa seveda vplivalo na samo, oziroma že ima na samo poslovanje podjetja v letu 2021. O tem bomo pa potem govorili v naslednjem letu, ko bomo pripravljali poročilo. Morda še ena taka značilnost je v poročilu v lanskem letu, za lansko leto, in sicer imamo nekaj rezervacij, se pravi sredstva, ki jih lahko rezerviramo, in sicer v višini približno 19 000 evrov so sredstva za odškodnino lastnikov zemljišča odlagališča Lokovica, s katerim se žal nismo mogli dogovoriti o odškodnini.
ni hotel imeti takšnega izplačila v enkratnem znesku, kot je bila cenitev opravljena in zdajle trenutno smo prav dobili sklep oziroma odločbo o ustanovitvi uradne služnosti in zaradi tega smo pač morali mi rezervirati sredstva, da ko bo sodišče, verjetno bo šel na sodišče, predvidevamo, bomo morali pač ta znesek poplačati. To je ena taka še zadeva, ki vas bo tudi prihodnje verjetno zadevala, če se nekako ne bo dalo dokončno razrešiti tega vprašanja z njim. Mi pa imamo ta sredstva seveda na računu in če bo na sodišču potem ta zadeva se pravi vložena, bomo mi morali potem sodišču dati ta denar, da bo sredstva rezervirana. To je še ena taka zadeva, ki je, tako kot sem rekla, pomembna za vas. Drugače pa jaz verjamem, da ste si pogledali poročilo, da ste videli, da je kapitala nekoliko malenkost več kot leto poprej, da še zmeraj smo beležili konec leta 2020 plombo na zemljišču v višini 500 000 evrov. Hkrati vam pa moram povedati, da ta plomba je zdaj že izbrisana, tako da hipoteke na zemljišču oziroma na upravni zgradbi ni več. Kaj pa vem, ne vem, drugo pa, če boste imeli še kako vprašanje, bom rade volje odgovorila. Hvala lepa. Hvala. Odbor za KCG, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil s poslovnim poročilom JKP Log za leto 2020 ter ga podaja občinskem svetu v seznanitev. Zavzeli smo dodaten sklep in sicer odbor za KCG predlaga občinskem svetu, da občina Prevalje ne prevzema nobenih stroškov iz naslova tekočega in morebitnega investicijskega vzdrževanja poslovnega objekta JKP Log na naslovu DOBA 187 bivši upravni prostori, ki nastaja zaradi odločitve večinskega lastnika podjetja, da prekine postopek prodaje poslovnega objekta. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staši, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s poslovnim poročilom JKP Log za leto 2020 ter ga podaja občinskemu svetu v obravnavo. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil s poslovnim poročilom Log in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Jaz mislim, da je še en kratek komentar. Jaz mislim, da je prav, da je ta sklep, ki ga je predlagal odbor za KCG, glede na to, da se prodaja ni izvršila in nastajajo stroški in smo rekli, da občina Prevalje teh stroškov ne prevzema in je to prav. In mi smo že nekajkrat sedeli na to temo, kaj, kako, na kak način. Včeraj sem dobil informacijo, da naj bi menda na komunalno podjetje Log že prišel predlog občine Ravne končno, ki pa ga mora ovrednotiti, da se ve želje, finance, kako in na kak način, tako da mi še tega nimamo in upam, da bomo čim prej ta predlog dobili, da bomo lahko sploh se pogovarjali o tem. Dajem razpravo, Berni, izvoli. Ja, jaz moram samo dodati naslednje. Na zadnji seji nadzornega sveta JKP Log smo se člani podrobno pregledali nastale stroške v času zime za nazaj. Ugotovilo se je, da stroški niso mali in te stroške nekdo bo moral pokriti. V vsakem primeru je treba kurjavo, drugo je treba vzdrževati, če ne objekt propada, kar nam itak propada. S tem pa tudi cena se manjša. To smo tudi upozorili vse ustanovitelje za sklepo. Pravilno. Še kdo želi razpravljati? Če ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za. In tudi dodatnega sklepa, ki ga je predlagal KCG. Kdo je za? Vsi. Hvala. Hvala lepa. In smo pri točki
je že na parkirišču. A gremo še na pobude in vprašanja, ta čas, da bo briš. Razno, razno, ja. Izvoli. Hvala. Jaz bi sem direktorico vprašala, preden da gre ta ograja ko peš pot vodi na Barbaro, no, tista ograja je zdaj pravzaprav čisto podrta, jaz sem že na odboru enkrat vprašala, a je tam možno kaj nazaj popraviti, zaradi starejših ljudi se gre, zdaj bo zima in bo spolsko. Peš pot po bregu. Ja. Ne ob cesti okrog, ampak skozi gozd. Tista ograja se v taki meri, kot je bila, ne da popravljati. Je treba postaviti novo ograjo, to je pač investicija. Mi sicer se trudimo nekaj, da bi z lastnimi močmi naredili, je pa po tujem zemljišču od župnika imamo sicer ustno soglasje, tako da če nam bo uspelo neki, kaj pa jaz neki ustrezno, cenovno ustrezno varianti urediti, bomo nekaj naredili. Saj tudi, če pogledate, tudi razsvetljava kar nekaj časa ni gorela, pa smo jo uspeli kot bi rekla, z nekimi manjšimi stroški ali pa recimo relativno malimi urediti. Bomo potrudili se, ampak če bi pa seveda, ne vem, nekak daljni ali bi občina ravno proračun, bi pa to bilo seveda lažje. Hvala, boste povedali, Hvala. kakšni so predlogi. Pod razno. Gremo po vrsti zaradi lažjega. Še kdo? Ivan, izvoli. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, sporočam, kar nekateri že veste, da zaradi prevelikih razlik osebnih, političnih in svetovno-nazorskih že dolgo nisem več aktiven v stranki. Z kongresom, ki se je zgodil ta mesec, pa tudi avtomatsko nisem več član politične stranke SMC. Kot sem dejal že v enem intervjuju v občinskem svetu, sem že 2 mandata od leta 2014. Poskušam predvsem za svojo miselnostjo povezati ljudi tako znotraj občinskega sveta, kot tudi izven z občankami in občani. V prvem mandatu sem bil tudi predsednik odbora za gospodarstvo, kjer smo skupaj z nepovratnimi evropskimi sredstvi izboljšali infrastrukturo na tem področju. Po svojih močeh sem in želim pomagati ter izboljšati državno infrastrukturo, ki najbolj pomaga gospodarstvu in občanom pri vsakodnevnih opravilih. V politiko sem 2014 prišel z malo izkušnjami na občinski in državni ravni. Za kandidaturo sem se odločil zaradi pozitivne naravnanosti po spremembi. Močno sem bil in sem še vedno vpet v civilno družbo kot predstavnik in predsednik sveta staršev, predsednik pevskega zbora ter prostovoljec, ki nudi pomoč civilni zaščiti. Delo z ljudmi me osrečuje in nič ni težko, če mi le čas dopušča, z veseljem priskočim na pomoč in pomagam. Želim, da predvsem politika na državni ravni najde posluh za ljudi na lokalnem nivoju, saj imamo predvsem veliko izkušenj, predlogov in znanja o potrebah ljudi z terena. Ne malokrat me je prijelo, da bi vse skupaj pustil zaradi nezaupanja ljudi v politiko nasploh in izpostavljenosti na lokalnem nivoju, ki smo ne malokrat nemočni pri odločitvah. Vendar venomer najdem moč v sebi, da ustrajam pri odločitvi, ki sem jo sprejel od leta 2014 na dan ustanovitve stranke, ki je takrat toliko obetala z rekordnim številom poslancev v državnem zboru. Zato je razočaranje še toliko večje. Kljub vsem upam, da nas je še toliko, ki mislimo pošteno in pozitivno za boljši jutri v tej prelepi deželici pod Alpami z imenom Slovenija. Ostajam trdno na tleh in neomajen v vladavini prava ter velik borec za človekove pravice. Glede na to, da je naslednjo leto tako imenovano supervolilno leto, odločitve o kandidaturi še nisem sprejel. Hvala vsem za podporo in hvala za pozornost. Hvala. Pupi, izvoli. Jaz sem prej pozabil, sicer to ni za podrazno, ampak za pobude pa vprašanja, če lahko pa zdaj dam. Problem je razsvetljava, trg 37, to je tam tisti rumen penzionistični blok. Ne gori ne prva, pa ne druga luč, če bi lahko pogledali, kaj je narobe. Prosim. Se opravičujem, no vem, da ni za razno, ampak... Še kdo pod razno? Še kdo pod razno? Bomo ukrepali. Še kdo pod razno? Če ne, zaključujemo s to točko in gremo nazaj na letno poročilo KCROD-a. Direktor, pozdravljen. Vse točke smo že šli, skoraj si že zamudil. Izvoli. Kratko pa jedrnato. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom in ostalim.
Se upravičujem, glede na to, da ste imeli tak dnevni red, sem mislil, da bo to dlje trajalo, zato sem mogoče malo poznaj odšel. Zdaj, glede na to, da ste gradivo prijeli v pisni obliki, mislim, da nima smisla kaj posebej podrobneje se opredeljevati zdaj z mojim izvajanjem v tem gradivu. Zadeva je že skoraj pase, glede na to, da smo v letu 2021 v zadnji tretjini in zato bi mogoče samo povedal par stvari, ki so pač zaznamovale naše leto poslovanja. V letu 2020 smo bili soočeni tako kot ostali z COVID-om, s tem, da smo mi pravzaprav v celoti delovali nemoteno. Lahko rečem, da je bilo na neposameznih segmentih celo več odpadkov, drugod nekoliko manj za tiste dejavnosti, ki so pač bile ustavljene, ampak v celoti gledano smo vse skozi poslovali, tudi v podjetju nismo imeli nekih takih zastojev zaradi tega, tako da smo tudi bili uspešni in zaključili leto pozitivno. Zdaj, kar se samih odpadkov tiče, mi se pravzaprav smo ukvarjali s predelavo in odlaganjem ostanka. En del tega, to se pravi, se tudi neposredno nanaša na vaše okolje, ker je odlagališče zmes tukaj v vaši občini. Glede odlagališča bi povedal, da pač poteka odlaganje v skladu s načrtom. Imeli smo leta 2020 eno majhno nezgodo na tem odlagališču, bi rekel požar v začetni fazi, ki smo ga tudi, bi rekel, z vsemi ukrepi tudi ustavili, tako da ni bilo nobene večje materialne škode. Druga pa se, bi rekel, na tem segmentu ni kaj posebnega dogajalo. Družba je seveda v letu se soočala tudi z problemi slabega ločevanja odpadkov, to je pravzaprav že stalnica in v tem smislu ni kaj bilo tudi nič kaj nenavadnega, vendar pa smo zaskrbljeni v tem, ker je pač postaja tudi to leto se naprej to dogaja, da pač, ko smo se tudi prevzeli zbiranje odpadkov, smo soočeni s tem, da je na izvoru, predvsem v večstanovanjskih objektih, slabo ločevanje odpadkov in da smo pač potem tudi posledično soočeni z slabšim izplenom tako pri ločevanju reciklirnih materialov, kot tudi v fazi kompostiranja ali pa predelave teh odpadkov za nadaljnjo uporabo. Zdaj jaz ne bi kaj posebnega več vas utrujal s tem poročilom, kot sem se ne bi kaj več posebnega podrobneje govoril o tem poročilu, kot sem rekel, gre za pač podatke, ki so iz bilance vzeti. Končali smo poslovanje z majhnim dobičkom, tako da smo bili uspešni, na drugi strani pa smo tiste občanom, glede na to, da so dajali v posameznih okoljih nekoliko manjše količine odpadkov od predvidenih, tudi upravili poračun in jim v tem letu ta presežek vrnili nazaj. Mogoče toliko parih besed. Odbor za KCG, izvoli Andrej. Odbor za KCG se je seznanil z letnim poročilom KOCE RODA za leto 2020 ter ga podaja občinskemu svetu občine Prevalje v seznanitev. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem poslovnim poročilom ter ga podaja obravnava občinskemu svetu, ker je bil gospod direktor odsoten, pa smo se dogovorili, da bojo morebitna vprašanja svetniki postavili na samem svetu. Hvala. Hvala lepa. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil s poslovnim poročilom podjetja KOCE ROD za leto 2020. Sklep smo sprejeli s 3 glasovi za in 2 proti. Pomisleke smo imeli seveda glede delitve dobička. Nismo pa imeli sogovorca, da bi lahko kaj vprašali. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, Berni, izvoli. Sem že na odboru povedal, bom ponovil.
Velika želja, velika večina prevačanarjev je, da se postavijo na ekoloških otokih tudi kontejnerji za plastenke, za plastiko. Meni se čisto logično zdi, da bi bilo pametno, da se pobere že razsortirana roba, ko pa da iz enega kontejnerja pol dol na traku pobirate spet na novo vse. S tem bi se mogoče tudi marsikera kanta pri kakemu bloku ali pa kje malo sprostiva, drugače pa to nič novega ni. Po Sloveniji je kar marsikje, ko imajo kontejnerje za odpadno plastiko. Verjetno so neki vzroki, zakaj do tega ne pride, da dajte malo razmisliti, no pa pojasnite občanom, zakaj na našem koncu tega ni, po druge konca Slovenije pa to je možno. Hvala. Hvala. Kak odgovor, direktor? Ja, gospodu sem jaz že poskušal odgovoriti na odboru. Problem je pač v tem, da z novo zakonodajo se embalaža odpelje od vsakega posameznika iz gospodinjstva. V preteklosti je na ekoloških otokih bil tudi zabojnik za embalažo plastike in kovine, zdaj pa seveda z novim sistemom to ni več pravzaprav obvezno in na tak način smo tudi, tako kot drugod, tudi peljali, tudi pri nas smo se mogli prilagoditi temu in zamenjati tako imenovano suho kanto za embalažno kanto. Tako da zdaj pač tega posebej nimamo podvojenega, glede na to, da vsak posameznik lahko to preda doma. Drugo je pa seveda to, kar gospod razmišlja, je pa, da bi čisto določeno frakcijo, rečemo plastenke ali karkoli, to, kar bi bilo, bi rekel, direktno reciklabilno, jaz bi se z njim celo strinjal, ampak mislim, da je tu na potezi država, ker bo mogla pač ta sistem najprej predpisati v takem obsegu, da bo to potem tudi lahko upeljano. Je pa vprašanje stroškov, ki nastajajo povezani z takim ločevanjem. Namreč vsa embalaža je last embalažnih družb in po letu 2023 bo verjetno prišlo do neke modifikacije, kajti embalažne družbe bojo morale pokriti tudi stroške zbiranja tega. Danes ni temu tako. Stroške zbiranja pokrivajo občani, embalažne družbe pa so brezplačno prevzamejo morajo prevzeti brezplačno to embalažo. Žal se tudi v preteklih obdobjih to ni zgodilo. Sami veste, da je lansko leto, ko je bil COVID, cirka 40% embalaže mogla prevzeti država in tudi te stroške je država pokrila potem. Za letošnjo leto smo soočeni s podobno situacijo, za razliko, da pač država to leto ne bo intervenirala in bojo verjetno občani tisti, ki bojo to razliko mogli pokrivati na mesto embalažnih družb. Hvala. Sorry. Niti malo nisem zadovoljen z odgovorom. En primer vam samo povem, ko ga tudi poznate, tudi v sosednji Avstriji plastenke ločeno zbirajo. Oni imajo drugače narejeno, oni ne vem točne termine, ko so pred hišo položiš vrečke, noter so pa plastenke. To je eno, zakon pa, a zakon vala za Koroško, za ostale pokrajine, pa tega ne vala, ki imajo kontejnerje. Ja, če vam povem, da vam poslikam zdaj, pa vam prikažem kontejner v Lendavi, ko piše plastenke. Ne vem, ne morem kaj drugo reči. Strošek, seveda je strošek, da bo nekdo posebej pripel vse, pa pobral tiste plastenke. To je za strošek, jaz to verjamem, da je. Samo trikrat večji strošek je, da neter med tistem dreku, pa posod mečeš plastenko vsem, drek tota, plačevinko tota pa ostalo. Samo verjetno vam je to biznis, da pač na tem ustrajate. Ne, mogoče še nisem dosti jasen. Vsa embalaža je last embalažnih družb. Naša naloga je samo, da jo pripeljemo do zbirnega centra in jim jo predamo. Kako moramo embalažo zbirati, predpiše država in si ne moramo sami izmišljevati. Zdaj, to, kar vi pravite, bi bila celo izredno dobro za embalažne družbe, ker bi dobili popolnoma čisto frakcijo, ne bi imeli nobenih stroškov. In če bi temu sledili, bi mogle embalažne družbe to plačati, postavitev teh kontejnerjev, zato da jim potem posebej njim vozimo. Mogoče v prihodnosti celo tako bo.
Dovolite še enkrat. To bi jaz vas razumel na naslednji način. Ta kontejner, ko zdaj piše gor embalaža, ga vi sploh ne prebirate, pač pa ga date kar direktno tem embalažnim družbam. Vi sploh ne prebirate tega. Če ga ne prebirate, pola je logika. Če ga pa vi morate prebirati, sem levo, desno, pa ni več logike. Mi ga prebiramo samo, če embalažne družbe pri nas naročijo storitev in plačajo. Od 6 embalažnih družb, 2 embalažni družbi te storitve sploh ne naročajo na Koroškem, direktno odvažajo ne vem kam. To pomeni, to je njihovo. In samo, če z nami sklenejo pogodbo, mi za njih to opravimo, drugače pa ne. Tak je sistem. In plačati morajo oni. Če kompletno kanto gre naprej, pa je logika. Če pa ne, pa ni. Tako. Aleksandar, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi gospoda direktorja vprašal, zakaj se je zdaj, odkar je Kocerod prevzel smeti, količina teh vrečk za gospodinstvo zmanjšala skoraj za polovico. Jaz tudi sam sem šel iskati in sem dobil 2 rolici za suhe, 2 rolici za mokre, pa mi je rekla, da moram to imeti pol leta. To ne zdrži niti 2 meseca. Tako da me zanima, kaj se bo ukrenilo okrog tega, ker krajani plačujejo storitve. In kam ne damo recimo smetje, ko nam teh vreč zmanjka, čist pošteno. Ker sem dobil informacijo, bi naj to uredili z novim letom, ampak mi ne moramo čakati do novega leta. To je treba urediti nemudoma. Tisti, ki imate v vrečah, sicer za vaše območje še ne poznam toliko, koliko je bilo to razširjeno, ampak imate pravico, da dobite toliko vreč, koliko je volumena v zabojniku. To pomeni, da brezplačno dobite enak volumen. Zdaj, če pa imate večje količine, da hočete več imeti, tiste vreče se pa morajo potem plačati. Samo s tem je regulirano. To pomeni, da mi nismo sprejeli nobenega ukrepa, da bi zmanjševali količine. Hvala. Gledajte, Komunala Log je delovala zelo dolgo in točno sam vem, koliko se je dajalo vrečk. Ko si prišel tja in zdaj se jih daja polovico manj. Mislim, da me imeti za neumnega. In tudi drugi občani so me opozorili na to, da se daje pač premalo teh vrečk. Kak je volumen, jaz ne vem, da se je prej dalo, sigurno, da je bilo enkrat več teh vrečk, ko si šel za pol leta. Te ne zdržijo več, ko pa 3 mesece, pri nekaterih niti 2 meseca. Bom jaz to preveril, kaj druga zdaj ne morem reči, ker nobenega ukrepa mi nismo sprejeli za zmanjševanje količin vreč. To pomeni, da če je nekdo zdaj drugače začel delati, potem je delal na svoje pest. Zbirni center v Ravnah mi je rekla, zdaj je pač taka komanda, toliko reči samo prepada. Tak mi je rekla. Verjetno se smatra, če je bo kanta 170 litrov, pa bo vrečka 170 litrov, a ne? Tako. Ja, samo v kanto spravim 170 litrov, v vrečko spravim pa 130 litrov, da je lahko dol zavežem. Vrečka ti ne gre do konca gre nafilat, pa je tek nest. To je treba upoštevati. Pa kanto lahko plačaš. Vem pobral, vse meni ni problem, ampak ne vem. To ste mene tudi upozorili že. Če se to ne bo uredilo, bom jaz dal v medije, jaz kar zdaj povem to. Prejšnji ponedeljek, ki je za nas pobiralo komunalne odpadke, JKP Log, smo pač imeli urejeno razmerje glede najemnin za ekološke otoke. Kako je to zdaj z Kocerodom po prenosu s 1.4. In pa ali je bil upravljen poračun bonitet in odškodnin za leto 2020. Saj iz tega pa izhaja tudi znesek za leto 2021. Ne vem, kjerih bonitet mislite? Vete, verjetno. A je bil poračun za odškodnine za leto 2020 pripravljen z vaše strani? Za odlagališče komunalnih odpadkov mi plačujemo vse tako, kot je v skladu s dogovorom.
Tako da v bistvu tukaj ni... S sporazumom. Sporazumom, ja, ni nobenih kakih razlik bilo. To se pravi, za leto 2020 ste dobili plačano tako, kot je bilo obračunano. Zdaj, kar se tiče pa tega prevzema, ne, smo pa mi v prevzemu, bi rekel, soočeni z določenimi težavami. Glede na to, da smo mi prevzeli s 1.4., občani so plačevali vse mesece enako, smo zdaj mi soočeni s tem, da smo nekatere stroške, ki smo ob prevzemu, še ni bilo, so se zdaj zgostili. Akcije kosenih odpadkov, nevarnih odpadkov, vse to komunale nam niso nič priznale. To pomeni, da mi zdaj smo od 1.4. pokrivali vse te stroške, ki so pa jih občani pravzaprav na 12 mesecev imeli razdeljene. Tako da bi lahko rekel, da bi glih obratno moglo biti, da bi moglo biti na 31. marec bi mogla biti narejena analiza v obstoječih podjetjih in sredstva, ki niso bila porabljena, bi mogla biti prenešena kot serodu, pa niso bila. Mi smo pravzaprav prevzeli stanje in vse stroške, ki nastajajo, zdaj pravzaprav plačujemo rekel, samo iz teh prilivov, ki jih zdaj dobivamo. Najemnine za ekološke otoke. Najemnina za ekološke otoke bo pa, to se pravi, ta bo pa poračunana v skladu z metodologijo, občine morajo z nami skleniti najemno pogodbo in stroški, ki so v ceni infrastrukture, so stroški, to se pravi, najemnina občine, ne naši. In bo pravzaprav to poračunano. To pomeni, da morajo najprej skleniti pogodbo, prenesti ekološke otoke v vrednosti in amortizacijski del od 1.4. naprej, ki je bil v ceni, če je bil določen v ceni, se bo prenesel kot najemnina. To še ni upravljeno v celoti, zato ker še niso občine, mislim, da imamo na naslednji seji predlog najemne pogodbe, s katero bomo pravzaprav začeli reševati tudi to vprašanje. Tu pa je tudi različno bilo po občinah, moram povedati, od komunale do komunale. Po zakonodaji mora biti zbirni centri, ekološki otoki, v vrednosti teh je lastnina občin in najemnina se v ceni posebej opredeli kot infrastrukturni del in se mora ločeno pravzaprav prikazovati v ceni storitev. To vem, da je bilo za različne občine znotraj iste komunale, bile te najemnine so različne, kar je paradoks na nek način. Mi bomo poenotili sistem in z vsako občino sklenili pogodbo in pravzaprav bo tudi od občine odvisno, kaj je vložila, kaj bo vlagala, in tisti del bojo tudi občani, bi rekel, občina dobila nazaj in v takem smislu bo, prosim. To se plača, to je tako logično. Matej, jaz predlagam, da še pisno vprašanje daš to, kar si povedal, zato da bo bolj egzaktno, ker... Še kaj? Izvoli, Zdravko. Jaz bi v dveh delih zadeve razpravljal. V prvem delu bi na poročilu, ko je rekel, da se kažejo pozitivni učinki združevanja sredstev, kadrov, dejavnosti v enotno podjetje, tako kot je bilo od vsega začetka tudi zastavljeno, da bo, ob seveda nekaterih problemih, na katere so kolegi že upozorili. In zato seveda bom glasoval za predlagan sklep. V drugem delu bi pa predlagal članom občinskega sveta, da sprejmemo dodaten sklep v dveh točkah in sicer v povezavi z tistim vsebinsko zadevo, ki sem jo že nekajkrat tu načel predstavil, zato je danes ne bi posebej. Gre za to, da smo mnenja, da Kocerod ne izpolnjuje obveznosti plačevanja odškodnine, pa bom rekel občini Prevalje, v tisti višini, ki nam po pogodbi gre. Jaz teh stvareh ne bi odpiral razprave, ampak predlagam, da občinski svet v tej obliki, kot bom jo zdaj prebral, sprejme to
dodatno, in sicer občinski svet na podlagi podatkov iz bilanc poslovanja oziroma zaključnih računov ugotavlja, da Kocirod ne izpolnjuje obveznosti plačevanja povračil občini Prevalje za degradirano okolje, kot je pogodbeno dogovorjeno v drugem odstavku 12. člena medobčinske pogodbe o vzpostavitvi enotnega sistema gospodarjanja z odpadki in o izgradnji ter obratovanju centra za ravnanje z odpadki pod imenom Koroški center za ravnanje z odpadki. Pod 2. Občinski svet nalaga županov za končni poziv Kocirodu za poplačilo premalo plačanega povračila za čas od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja do konca poslovnega leta 2021. V primeru, da v roku 60 dni ne bo sklenjena sporazumna poravnava za premalo plačane odškodnine oziroma povračila, občinski svet nalaga županu, da sproži ustrezni sodni postopek. Hvala. Hvala. Ti predlagaš, da glasujemo o teh dveh sklepih. Dva sklepa. Ja, samo mi moramo glasovati od sklepa zdaj. Ja. Dodatno ti 2 točki. Ne želi razpravljati, ampak sprejeti sklep. Kdo je za sprejem teh dveh sklepov, ki jih je Zdravko predlagal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Za. Sprejeto. Hvala. A kdo proti? Ne. Hvala. Seznanili smo se pa s proračunom. Kdo je za sprejem tega sklepa o seznanitvi? Vsi za. Hvala, direktor. Hvala. Pač vprašanje boš dobil. S tem zaključujemo današnjo sejo občinskega sveta. Vse točke smo obdelali. Hvala lepa. Se vidimo na naslednji seji ali prej.